30-letni Aleksander Žaler je pred 3 leti preživel delovno nesrečo. Padel je 8 metrov v globino in se hudo poškodoval. Priznali so mu 100-odstotno telesno okvaro. Ne razumem, v bistvu jaz tudi osebno ne razumem spizove odločbe, ki so napisali s pomočjo leve lahko dela z desno. Tega sistema še v Sloveniji nisem doživel. In zdaj, ZZZS mu je glede na odločitev Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, da je kljub 100-odstotni telesni okvari sposoben za delo, vendar na drugem delovnem mestu po 3 letih prekinil bolniški stalež. Desni roka in noga ne delujeta, hodi z opornico in pa berglom, zato tudi na drugem delovnem mestu nisem sposoben delati, pravi. Kaj pa pristojni Barbara Bašič? Delovna nesreča, padec iz višine 8 metrov, hudi zlom svoda lobanje, po desni strani celo ličnico vse razbito, obe zapestje zlomene. Sem bil še posledično 10 dni v komi. Tako se 30-letni Sandi, kot mu pravijo domači, vrne 3 leta nazaj, ko se je zaradi delovne nesreče zanj spremenilo življenje. Niti govoriti nisem mogel prvega pol meseca, pa nič. To je bilo kar težko, pa obe roke sem imel še v longetah, zaradi operacije niso smele biti takoj, zaradi hudih zlomov. Ko se je vrnil iz bolnišnice in rehabilitacije, se je moral vsega naučiti znova. Od govora, hoje do vseh opravil z levo roko. Pa še to težava, ko je omejena z gibanjem. 3 leta je bil na bolniškem staležu. V zdravniški dokumentaciji je zapisano, da ima 100-odstotno telesno okvaro. Na podlagi vseh izvidov je tako Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ocenil, da je sposoben za delo, vendar na drugem delovnem mestu. Ne vidijo, kljub temu, da je zapisano, da je omejeno gibanje zapestja, še misli, da še bom jaz vseeno normalno delo. V ponedeljek bi se moral po odločitvi ZPIZ-a vrniti na novo delovno mesto, kjer bi bil operater videonadzora. Tam gledam na računalniku kamere, pa to, kdorkoli se sprehaja, pa pisati poročila, pa to spet, to je računalniško delo, pa to in računalniško delo sem že probal z poklicno rehabilitacijo, v uri Soča sem bil, ko me so napotili in so videli, da sem nezmožen z eno roko delati na računalniku, ko ni 100%. Na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje so mu nato na ZZZS-ju zaključili tudi bolniški stalež. Kolikor sem seznanjena, v konkretnem primeru je bila vložena tudi pritožba zoper odločbo imenovanega zdravnika, tako da postopek bolniškega staleža še ni zaključen v naši hiši, bo seveda še odločitev na drugi stopnji. Najbolj me boli pač, ker imamo taki sistem v državi, da se moraš za svoje pravice strokovno izboriti. Trenutno je Sandi Žaler na dopustu, na katerega ga je napotil delodajalec. Proti odločitev ZPIZ-a je začel teči sodni postopek, pritožbo pa je napisal tudi zoper odločbo ZZZS-ja glede zaključitve bolniškega staleža. Na ZZZS-ju zaključijo, da imajo vsi zavarovanci možnost, če se nekomu na prvi stopnji zaključi bolniški stalež, da vložijo pritožbo, o kateri se znova odloča na drugi stopnji. A kaj do takrat?